Vse moje dni ti bil si zvest mi. Vse moje dni tako bil dober si. Prav vsak moj dih slavi naj tebe. Poje naj o dobroti Boga. Današnja tema je Evangelij kraljestva. Če ne zaradi drugega, sem jaz razmišljal o tej temi zase. Tako da jaz vem, da je vsaj enemu v tej cerkvi ta tema namenjena in to je meni, in mogoče pa še kakmu drugmu, ne, tle, če se vam bo tako zdelo. Ker preden bom začel, jaz želim povedati, jaz sam premalo razmišljam o tem. In mi tudi tako, ko potem govorimo neke take stvari, ali pa ko govorimo o Božji dobroti, ali pa o, ne vem, o Gospodu, ne, potem, ko izgovarjamo, se nam tudi vera dviguje in se nam perspektiva odpira. Ne. Tako da želim tudi zaradi mene samega to povedati, pa tudi zaradi vas. Se pravi, Evangelij kraljestva. In prav v Svetem pismu, ne, Jezus je rekel, Evangelij kraljestva bo oznanjen po vsem svetu v pričevanje vsem narodom in takrat bo prišel konec. In samo malo, da grem jaz na spletno stran. In ko sem malo razmišljal, ne, o Evangeliju kraljestva, sem šel tako malo na internet, malo potipkat, ne, kakor mi zmeraj naredimo. Ne. Gospod ima ziher kako razodetje gor na internetu. Ne, gor se svašta dobi. Ne. In mi je zanimivo, ne, jaz sem samo dal tako kralj, pa sem dal zvezdico in če to naredite noter v ta biblija.net, potem vam vrže vse besede, ki imajo ta koren kralj. Ne. To se pravi, ne pomeni, da tle govori samo o Božjem kraljestvu, govori tudi o poganskih kraljestvih, o drugih. Samo kar mi je zanimivo, ne, da je vsaj 4312 krat, če vidite tle, ne, omenjeno neke sort kraljestvo v Svetem pismu. Ne. Ali Božje kraljestvo, ali ne vem, faraonovo kraljestvo. Se pravi, 4300 krat. Ne. Ne. In to mi je bilo wow. Ne. Zelo veliko govora je o nekih kraljestvih, ne. Ne. Očitno v Svetem pismu. Ne. Tako Božjem kraljestvu, tudi kakšnih drugih kraljestvih. No, potem sem to isto podobno naredil za novo zavezo. In v novi zavezi je kraljestvo ali kralj ali nekaj takega omenjeno 302 krat. Ne. Očitno, če se to govori o kraljestvu v Svetem pismu, ne, da je to neka zelo pomembna tema ali pa zadeva. Ne. No in potem sem to šel naprej, sem rekel, wow, ne, zdaj je to zanimivo. No, potem sem isto naredil samo za Matejev evangelij. A veste, koliko krat je v Matejevem evangeliju omenjeno, to se pravi, ne samo Božje kraljestvo, ne, Božje kraljestvo je manjkrat, ne, Božje kraljestvo, ne, ampak tako nasplošno, koliko je govora o kraljestvu, neke sort kraljev, kraljestvu, tudi ne slabih kraljah ali pa, ne, Matejev evangelij, eden naj butne van neko cifro, ne pretiravati. 32, 40, 50, ok. 78 krat. Smo v Matejevem evangeliju, sem rekel, mislim, kaj je pa to, ne? Pa nikoli nisem tega naredil, pa sem prebral Matejevem evangeliju že ne vem kolikrat. 78 krat je samo v enem evangeliju, ne se gre, to se pravi za neko vladavino, ne? Zato je pomembno, ne, da o tem razmišljamo. To se pravi, celo Sveto pismo je govora o neki vladavini, ne? O neki dobri vladavini, ne? Dobrega Boga, če zelo tako površno in nasplošno, in ne o nekih drugih vladavinah, ne Božjih vladavinah. Tako da, ne, je dobro, da o tem razmišljamo, pa tudi sami lahko naredite podobno to vajo doma, ne, in si malo pogledate. Ne. In v novi zavezi je evangelij prav evangelij kraljestva,
prav beseda evangelij kraljestva, je omenjena 7-krat. In Jezus je zmeran, ko je oznanil in govoril evangelij kraljestva. In velikokrat mi rečemo evangelij in seveda vemo, da je Jezus kralj in da je Jezus Gospod, ampak nekako, vsaj meni, če ne omenim še kraljestvo, ok, evangelij, vesela novica, evangelij, ne? Ampak je vesela novica kraljestva in o tem bomo danes govorili. Ne? In je nebeško kraljestvo je v evangelijih omenjeno 37-krat in Božje kraljestvo je omenjeno 66-krat. To je ena in ista zadeva. Nebeško kraljestvo, Božje kraljestvo, to se pravi več kot 100-krat je govora v evangelijih, ne, mislim v Novi zavezi o Božjem oziroma nebeškem kraljestvu. Wow, ne? In sigurno je nekdo videl ta grafit. Ne? Ste videli, je kdo videl ta grafit že? Ne, vi, ne? Tisti, zdaj vemo, kje parkirate, ne? Kje se da dobiti parking. To se pravi, tle odzadu v tej ulici sem šel enkrat mimo in je nekdo napisal, ne, kaj je tvoje sidro v vrtincu norosti. Ne? In seveda je potem, čez 14 dni je nekdo še nekaj dopisal zraven, ampak to nima veze. Ne? Kaj je tvoje sidro v vrtincu norosti? Ne? Kaj je to? Ne? In potem jaz sem se spomnil, da v Hebrejcem, ne, piše, da je to upanje je za nas kakor varno in zanesljivo sidro duše, ki sega v notranjost za zagrinjalo, kamor je za nas kot predhodnik vstopil Jezus. Ne? Tako mi je bilo, sidro, jaz ne vem, kaj je sidro. Ne? To naše upanje, ki sega za zagrinjalo. Ampak kaj je tam z zagrinjalom? Ne? Kam gre to naše upanje? Ne? Ne? Gre v sveto, gre v najsvetejše. Ne? Gre tja, kjer je prisotnost Boga, kralja vseh kraljev, Gospoda, njegova sveta prisotnost, njegovo sveto kraljestvo je tam za zagrinjalom. Ne? In jaz sem, ko sem malo razmišljal o tem, tle imam sicer to Biblijo plus v hrvaščini, ne? In imate noter nekaj lepih definicij in opisov, jaz sem te definicije malo prepisal o tem, ne? Da je malo bolj lepo razloženo, tako da bomo počasi šli malo iz tega, ne? Malo bolj teoretskega, ne? Pa tam malo bolj na praktičen del. Ne prav, da Božje kraljestvo nosi s seboj sporočilo o Bogu, ki prihaja na svet, da bi razodel in pokazal moč, slavo in oblast nad vsemi oblastmi. Kraljestvo govori o Božjem prihodu in vključitvi v potek zgodovine. Se pravi, Bog si je vključil, ne, v naš potek zgodovine tega človeštva, zato da bi nas odkupil in zato da bi nas odrešil. Božje kraljestvo pomeni več kot duhovno odrešenje ali delo cerkve. Ne, cerkev je pač skupnost tistem, kar sledimo Kristusu. Ne? Cerkev je del Božjega kraljestva, ampak cerkev ni Božje kraljestvo. Ne? Skozi cerkev se to kraljestvo, ne, prehaja na to zemljo, ne, in odražamo mi kot cerkev, kot skupnost Božje kraljestvo. Ampak kraljestvo je veliko večje kot cerkev. Najenostavneje povedano, kraljestvo je manifestacija Božje moči. In Bog je kot kralj začel svojo duhovno vladavino na zemlji v srcu svojega ljudstva in skozi njegova dela. In z jasno manifestacijo Boga kot tistega, ki ima najvišjo avtoriteto, se je grešni svet soočil s krizo, ko je svet šel svojo pot. Ne? Svet je šel svojo pot in kar naenkrat, ne, Bog, ki ima najvišjo avtoriteto, se odloči nekaj narediti. Ne? To je, kot otroci se nekaj igrajo, nekaj prčkijo, nekaj kurijo tam za kavčem. Ne? Kurta, 5 let stari in potem, ne, pride mama ali pa tata. Dobili so nas. Ne? In nekaj tacga je Bog naredil, ne? Ko se je pojavil kar naenkrat. Ne? Seveda on je vedel, kaj se dogaja, ampak ne? Panika, ne? Babilonski stolp. Ne? Kaj pa zdaj, ne razumemo se več in tako naprej. Ne? Poznate zgodbo.
In temeljni in nujni pogoj, da postanemo del Božjega kraljestva je, da se spreobrnemo in verujemo evangeliju, verujemo veselemu oznanilu kraljestva. Pravo spreobrnjenje vključuje spremembo našega odnosa do Boga, priznanje greha, odvrnitev od lastnih poti in podreditev Bogu, njegovemu namenu in načrtom, namesto da bi poskušali živeti po svojih. Jaz tudi še zmeram želim včasih malo še raufam po svoje. Ne? Mi vsi, ampak Gospod nas uči. Ne? Zato pa rabimo njegovo pomoč. Prav, moj sin, moja hči, daj mi tle roko, lej, te bom jaz peljal, te bom jaz učil. Ne? Tako da ne pomeni zdaj, da nam je kar naenkrat vse jasno. Ne? Mi vstopimo in potem nas Gospod uči in nas pelje naprej. Božji poseg je viden skozi manifestacijo njegove moči. Ne? Kako je vidno to, da kaj Gospod dela tle, ne? Kaj neki je posegel, ne? Noter v našo zgodovino, v naš čas, v neko naše okolje. Kaj dela Bog? Izvaja duhovno avtoriteto. Bog izvaja duhovno avtoriteto nad Satanovim uničevalnim delovanjem in zlobnimi metodami nadzora. Prihod Božjega kraljestva označuje začetek konca Satanove vladavine, saj so ljudje osvobojeni demonskega vpliva in nadzora. Druga stvar, Bog uporablja svojo moč, da ozdravlja bolne. Ne? Potem tretja stvar, kar se dogaja, Božji privrženci širijo dobro novico o Kristusu. In Božja moč omogoča duhovno odrešenje, omogoča preobrazbo in rast tistih, ki sprejmijo Kristusovo sporočilo. In kaj se še dogaja? Kristus nas krsti, nas potopi, nas pokrije, ne, svojim svetim duhom. Ne. On nas krsti v svetem duhu, on nam da moč, ne, da širimo njegovo sporočilo in izpolnjujemo njegovo poslanstvo. Ne. Vsak od nas tle ima poslanstvo. Ne. Jaz se tudi ubadam s tem, midva s Petro sva kot misionarja, delava študenti, ampak jaz verjamem, da se mi pa kaj naj delam, pa kako naj delam. Ne? Ampak Gospod je vsakega od nas ustvaril z namenom. In glih prej, ne, ko smo pel pesem, ne, Golgota, ne, sem pomislil, recimo, da tam nekje, mi se sprehajamo vsak dan, tam nekje čez polje in tam rase neko brezvezno drevo. Ne? Neko brezvezno drevo in hodimo zmeram mimo tega drevesa, pa potem malo ga psi ga ne dvignijo taco, pa potem včasih kdo počiva tam od spod, včasih ima kdo malco, včasih mu kdo kako vejo odseče, zato da preganja kače, pa tako, neko drevo. In potem sem pomislil, si predstavljate, da bi to drevo recimo raslo pred 2000 leti nekje tam pod in potem pridejo mimo neki Rimljani, ne, in ga posečijo in naredijo križ ven z njega, kamor prebijo našega Gospoda. Ne. Tisto drevo si lahko tom celo življenje smililo samo sebi. Ampak tako nalogo, kot je imelo neko brezvezno drevo, ne, mislite se, če ne bi bilo enega drevesa na tej zemlji, ne, mi ne bi bili odrešeni. Tako da tudi vsako drevo ima namen. Tako da hvala Gospodu, da je ustvaril tudi tisto drevo. Ne. In kdo smo potem? Pa mi, ne pravimo, kaj pa z mano, jaz pa tako, jaz pa nač, jaz pa nisem pameten, pa tako, ne, pa ne vem, pa naprej. Ne. Tako da vsak od nas ima namen. Zakaj? Zato, ker Jezus nas ni prišel samo odrešiti, ne, ampak ima plan za nas, da širimo njegovo kraljestvo. Ja. No in dokaz, da je človek resnično izkusil Božje kraljestvo, je, da je njegovo življenje zaznamovano s pravičnostjo, mirom in veseljem v svetem duhu. To si potem lahko pogledate tle v svetem pismu, si lahko pofotografirate, če želite bolj na široko. No in zadnjič sem enkrat nekaj poslušal na YouTubu, en Dallas Willard je sicer že pokojen, on je bil en profesor, ampak tudi Božji mož, zelo rad je imel Gospoda.
in je rekel tele zanimive besede, ne? Da kaj je resničnost. Ne? Da resničnost je tisto, v kar se zaletiš, ko se motaš. Ok, dajte zdaj pomisliti. Okay. Resničnost je tisto, v kar se zaletiš, ko se motaš. Recimo, da jaz zašprintam naglih v tisto smer z namenom, da pridem na cesto, ne? In jaz mislim, da tle ni zida. Ne? In to se pravi, resničnost je tisto, v kar se zaletiš, ne? Ko se motaš, ne? In hitro bom soočen z resničnostjo. In resničnost se ne spremeni, če imamo mi določeno mnenje o nečem. Ne, jaz lahko mislim, da je to, ne vem, papirnet zid. Ne? Jaz lahko mislim, kar čem. Ne? Če jaz nekaj verjamem, to moje verjetje še ne napravi tiste stvari za resnično. Potem prav ta Dallas Willard naprej, prav verjeti prave stvari pa te osvobodi posledic verjeti v napačne stvari. Verjeti prave stvari, resnične stvari, te osvobodi posledic verjeti v napačne stvari. Naprimer, misliš, da imaš bencin v avtu, pa ga nimaš. Ne? Si soočen z resničnostjo. Ti si lahko verjel, da ga imaš, pa ga nimaš. In čudovita svoboda je v tem, da verjamemo pravo stvar, za katero vemo, da nas pripelje domov. Čudovita svoboda je v tem, da verjamemo pravo stvar, za katero vem, da me pripelje domov. In Jezus, naš Gospod, naš kralj, on je prava stvar. On je prava stvar. Prav Jezus, in spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. To je tista prava stvar. To je ta ultimativna resničnost. Ne? Ljudje seveda meditirajo in potem imajo neko duhovno izkušnjo. Ok, pač so imeli duhovno izkušnjo, jaz sem imel tudi svašta duhovnih izkušenj. Ampak ko je kralj in Gospod Jezus prišel, potem je pa to nekaj popolnoma drugega. Nekaj popolnoma drugega. Ne? Ne, in ta resnica z velikim R, ne, naš kralj vlada prav zdaj, on nas je odkupil. In to mi v teoriji vemo, ampak žal v praksi se ne obnašamo tako, oziroma pozabimo. Pozabljamo, da je evangelij, ki ga Jezus oznanil, da je to evangelij kraljestva. Da je to evangelij kraljestva, da ni zdaj samo on nas je odrešil, je šel nekam in zdaj on nekaj tom čaka, da še mi pridemo za njim. Ne, Jezus vlada, ne, in da želi, da ta evangelij kraljestva, to veselo novico za vsakega človeka, ne, v Božji milosti in ljubezni, da prinesemo izgubljenemu svetu. Evangelij ti pove, kdo te najbolj ljub in kako čudovito je, kaj je naredil zate. Ne. Evangelij kraljestva pa ti da veliko širšo sliko. In ta evangelij Jezus oznanil. On je prišel kot kralj. Ljudje so pričakovali Mesija, ne, so pričakovali kralja, ne smemo pozabiti to. Ne. Zmerom se je šlo za neko kraljestvo. David, ne, bo Davidov sin. Zmerom se gre za kraljestvo. Zmerom se gre za avtoriteto. Zakaj je važno, da o teh stvareh razmišljamo? Ker mi odpremo televizijo, pa vidimo Ukrajina, Rusija, pa ne vem, vidimo dol neka Somalija, pa zdaj spet en val covida, pa ne vem kaj. Ne? Ne? Ojej, naš odrešenik je gor nekje, nas čaka, ampak kako bomo pa mi shendlali, ne, zdaj to naše življenje tle na zemlji, dokler nas ne vzame. On vlada prav zdaj. In tudi, jaz sem tudi zmeden, jaz lahko zdaj pridgam, jaz sem tudi zmeden, mi je težko in grem čez polje in jočem pred Gospodom. S Petrom sva tudi zmedena, mava svoje, ne. Ampak dajmo gledati v našega Gospoda, v našega kralja. On vlada prav zdaj, ne glede na okoliščine. Ne glede na okoliščine. Ne? In mi smo krhke posode, ne? Mi rabimo Božjo pomoč. Ne?
Mi lahko gremo z mano vred, gremo skozi vrata in se zdaj tam nekaj zgodi in bomo vsi v paniki in ne vem kaj. Ne? Ampak to ne pomeni, da Gospod ne vlada. Gospod je večji od vseh okoliščin. Ne? On je kralj, on je alfa in omega. Ne? Kralj je prišel zate umret. Ne? Jezus ni predsednik, kar čaka, da bi bil izvoljen. Ne? Jezus ni predsednik, kar čaka, da ga bomo mi, mi pa volimo Jezusa, ne, Jezus, mi smo ti dali glas. To ni tako. Ne, mi živimo v zablodi, v teh, ne, demokracija naša, levo, desno, ne, imaš boljš predsednike, bolj stranke, slabš stranke, ampak Jezus je kralj in on vlada prav zdaj. Ne, on ne čaka, da ga bomo mi izvolili. Pravzaprav on je nas že izvolil. On nas je izvolil. In kdaj nas je izvolil? Takrat, ko smo mu bili sovražniki. Takrat je izvolil. On je izvolil svoje sovražnike, kar smo bili mi, ne glede, koliko se čutimo neke face in in sploh. Ne, zame bi pa zihr, zame pa ja, Jezus pride umret. Ne, prav, tudi jaz sem mu bil sovražnik. Ne. In on je prišel in umrl za nas in nam daje življenje. Ne? In če se obnašamo tako, kot da Jezus ne vlada, ne? Tako, kot nam paša, ne? Potem boš bom izkusil to, kaj pomeni, da je resničnost tisto, v kar se zaletiš, ko se motiš. Ne? Če bomo delovali nasprotju, ne, z Božjim kraljestvom, nasprotju, ne, s tistem, kar si želi naš kralj za nas, potem se bomo zaleteli v to resničnost, slej ko prej. Ne. Ja, pa jaz nisem vedel, da mu moram odpustiti. Pa mu nisem odpustil. Ne. Ne. Pa pride resničnost, ne, za tabo. Ne. Vemo, kaj piše o tem v Svetem pismu. Ne. Odpusti nam, Oče naš, kakor tudi mi odpuščamo drugim. Ne. Ne? Jezus nam je govoril o kraljestvu, ne? Kakvi zakoni vladajo znotraj kraljestva. In velikokrat ignoriramo Božje kraljestvo in našega kralja, ker gledamo preveč po človeško. Preveč po človeško. Prav v Luka 17, Božje kraljestvo pa ne pride tako, da bi zbojilo pozornost. Ne, tle sem, ne, Božje kraljestvo. Ne, Božje kraljestvo ne pride tako, da zbuja pozornost. Prav Luka 17. Prav, glejte, tukaj je Božje kraljestvo. Ne? To se pravi, Božje kraljestvo je med vami. Ne? Božje kraljestvo ne pride tako, da bi zbujalo pozornost. Božje kraljestvo je že tle. Božje kraljestvo je že med vami. Ne? Res pa, da mi, podobno kot kar Peter, čakamo, ne, da pade nek ogenj z neba. Ne? Naj pokličemo, dajmo mi klicati ogenj z neba, da padijo cene nafte. Ne, Gospod, ne vem, neki skur za to, da bo cena nafte niž, pa da bo plin bolj pocen. Ali pa daj umakni tisto stranko, se ne da skuraš tisto stranko, ampak tako jem tom naredi nek zid ognja, da ne morajo skozi ali nekaj. Ne? To je naše človeško mišljenje. Ne? Mi smo taki pištoljerosi, ne? Tudi če smo odrešeni, z mano vred spet. Jaz pridgam zdaj tudi sam v sebi. Ne? Ampak Jezus nas je poklical zato, da smo učenci kraljestva, in ne sistemov tega sveta. Da smo zidar kraljestva. Ne, jaz zidam za Gospoda, ne, in sem vesel in zidam za Gospoda. Ne. Vse, kar delajte, kot da delate za Gospoda. Ali pa sem mehanik, malo še raufam avto, ali pa študiram, bod študent kraljestva, karkoli študiraš. Ne. Ali pa dijak kraljestva, kmet, obdeluj, ne, tisto njivo, kot da jo obdeluješ za Gospoda. Ali pa jaz sem samo neka gospodinja, mama, babica, bod gospodinja, mama, babica za kraljestvo. Za kraljestvo. Vsak od nas ima namentle, kakor tisto drevo, brezvezno drevo, ki je držalo Gospoda, ne, ki je umrl za nas. Bod psiholog kraljestva, ali pa če študiraš filozofijo, čuvaj svoje srce, če te Gospod kliče, ampak deli to za Gospoda. Ali pa pravnik, zdravnik, karkoli, deli za kraljestvo.
Mi poznamo to zgodbo v Svetem pismu, ko je Jezus govoril o sejalcu. In a veste, vse sem to prebral že ne vem kolikokrat, ne? Ampak nikoli mi ni, mislim, klikalo, ne? Kako seme krade sovražnik. A ste kdaj pomislili, kako seme krade sovražnik v tem zgodbi o sejalcu? Ne prav. Sejalec je šel sejat in potem gre zgodba naprej in potem Jezus razlaga pomen prilika o sejalcu. Pa ste zdaj to. K vsakemu, ki posluša besedo kraljestva, ne, in jaz sem dodal besedo moči in avtoritete kralja, in je ne razume, pride hudič in mu ugrabi, kar je vsejano v njegovo srce. To se pravi, ugrabiti besedo kraljestva. Ne. In potem spet odgovori, seveda je vse govori o besedi kraljestva. Da kamnita tla je vsejan tisti, ki posluša besedo, seveda besedo kraljestva, je cel cajt govora o besedi kraljestva. Ne. Sovražnik krade besedo o Božjem kraljestvu. Zakaj krade besedo o Božjem kraljestvu? Ne? Zakaj ne krade besede? Vesela novica je, da tega majhnega Ježuščka mama čuva cel cajt in ga bo mama zaščitila, tega majhnega Ježuščka. Zakaj sovražnik, zakaj hudič ne krade take novice? Ne? Zato, ker tisti Jezušček ne more nič. Ne? On je tombošček, ne, rab mamo, da ga občuva. Ampak v semenu kraljestva je kraljevska oblast in moč. Beseda kraljestva je beseda avtoritete, je beseda moči, je beseda Božje moči. Ne? Ne? In mi se moramo tega zavedati, tudi ko beremo Svetopismo, ne? Ko beremo Božje besedo, tako kar v veri, ne, mi verjamemo, Jezus, ti si umrl za naše grehe. Ampak v veri tudi dajmo se tega držati, da Jezus vlada prav zdaj v mojih okoliščinah. Ne, da nisem sam, da nisem sirota. Nažalost, veliko ljudi hodi v cerkve in se počutijo kot sirote. Tudi jaz se včasih, pa meni pa še, ne, pa moja žena me celo čudno pogledala, pa glih danes karabam, da je nasmijana. Ne. Ne, pa tako je življenje, ne, tako je življenje. Ne. Ne? Ampak Gospod želi, da gledamo vanj, da gledamo vanga, ki je kralj. Ne? In Sveti Duh nam želi pričati o tem, nam želi pričati o kraljestvu. Ne? Ne, zanimivo Matej, kako se Matejev evangelij začne. Ne prav. Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina. Zakaj Davidovega sina, dva od, ne vem, tavžent let je glih tela dva zbral. Zakaj? Zato, ker je bil Abraham je bil oče vere, David pa je kralj. Ne? David pa je kralj. Odrešeni smo po milosti zaradi vere v Jezusovo žrtvo in zmago na križu. Ne zaradi naših del. Odrešitev je Božji dar, mi ga moramo sprejeti. Nebeški oče nas ljub, nas spodbuja in vzgaja, on je dober oče. Vendar smo tu na zemlji z nalogo. Ne? Seveda najprej, da verjamemo v to ljubezen, kar nam jo Bog daje in je zastonj, je milostni dar, mi ga moramo po veri sprejeti. Ampak potem, da povemo ljudem, da Jezus, da Davidov sin, Jezus Kristus, da je on maziljen kralj in da on vlada, on z močjo vlada prav zdaj. On z močjo vlada prav zdaj. Naše odrešenje ni odvisno od naših del. To je milost. Zapomnimo se še enkrat. Naše odrešenje ni odvisno od naših del. To je milost. Ampak naša nagrada pa je odvisna od naših del. Ne? Ta svet ni vse. Ne? Nas čaka nagrada. Ne? In ta nagrada je povezana z našim srcem, s kvaliteto, ne kvantiteto. Ne? Koliko smo jih mi spravili, ne vem, prezvešil na dogodke, ali pa koliko jih je prišlo v cerkev, ali pa skoliko mi sem jaz danes. Gospod vid srca, Gospod vid srca. Ne? Mi lahko delamo prave stvari iz napačnega namena. Gospod je rekel, nekateri mi bojo rekli, Gospod, ali nismo v tvojem imenu to pa to pa to. In je rekel, sorry, ne poznam vas. Pavel je rekel, da teče po nagrado. Ne?
prav tle vrstica 14. Prav, da tečem proti cilju po nagrado, kateri nas od zgoraj kliče Bogu Jezusu Kristusu. Ne, ta svet tle ni vse. Ne? In Gospod ima tudi nagrado za naš trud. Ne? Seveda mi se s trudom ne moramo odrešiti, kot sem rekel, to je zelo pomembno, ker potem lahko, odrešenje je milost, ampak Gospod želi, da širimo Božje kraljestvo. Prav Hebrejcem 12, ker torej prejemamo neomajno kraljestvo, bodimo hvaležni in tako Bogu s spoštovanjem in strahom služimo, kakor je njemu všeč. Mi prejemamo neomajno kraljestvo. In če jaz prejemam neomajno kraljestvo, zakaj se non-stop čutim, kakor da se mi vse nekaj maje? Ne vem. Ne? Kakor Peter, pridem k tebi po vod, evo, zdaj grem, jaz grem. Ne? In naredi 3 korake, in potem vemo, kako je bilo. Ne? Ampak mi smo taki, rabimo Gospoda, on nas non-stop vleče. Ne? Non-stop bomo mi neki, pa non-stop. Ne? In to ni nič narobe, samo moramo se zavedati tega. Pač taki smo. Ne? Taki smo. Ampak on nas ljub in on je kralj in on ima tudi vso avtoriteto, da nas zaščiti. Zato pa je on utrjen stolp, kamor se mi zatekamo. Ni da zdaj jaz, recimo, da je tle odzad stolp, jaz čuvam stolp. Kakva logika, ne? Kakva logika. Mi ne moramo čuvati stolpa, mi moramo iti noter v stolp in stolp čuva nas. In lahko si potem pogledate doma, jaz bom zelo na hitro šel skozi to, ampak v Matej 5, lahko si pogledate malo Matejev evangelij, ampak v Mateju 5, to se pravi 5. poglavje, 6. poglavje, 7. poglavje, je ta znana pridiga na gori. Ne? In itak skozi celo evangelij, ampak tudi mogoče še posebej v tem delu, Gospod nam razlaga neke principe kraljestva. Prav, seveda so ti znani blagri, ampak samo blagri niso, samo blagri cela pridiga na gor. Prav blagar ubogim v duhu, zakaj njihovo je nebeško kraljestvo. Ne? In potem prav še naprej, če vaša pravičnost ne bo večja, kot pravičnost pismukov in farizejev, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Ne? Potem Jezus uči moliti, ko pa vi molite tako, naj pride tvoje kraljestvo, naj se zgodi tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. In potem prav 6:33, iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse ostalo vam bo navrženo. Vse ostalo vam bo navrženo. Če zrihtamo to, je vse ostalo zrihtano. Zakaj? Zato, ker imamo potem pošlihtano, kaj je resničnost. Potem se ne bomo mi non-stop zaleteli v nek zid, pa ta zid, pa drug zid. Ne, iščimo najprej Božje kraljestvo, to je ta špura, to je ta ozka pot, po kateri hodimo in vse ostalo ne bo navrženo. Včasih je res težko se delati prave odločitve. Jaz priznam, da je težko včasih, ampak to je to, kar nas Gospod kliče. In spet, 7:24 prav. Zato je vsak, ki posluša te moje besede, govori o kraljestvu, cel cajt govori, to se pravi besede kraljestva, in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo. In poznamo zgodbo. Prišla je voda in hiša je obstala. Hiša je obstala. In množice so strmele v Jezusa, prav so strmele nad njegovim naukom, pazite to, ker je on učil kakor nekdo, ki ima oblast. Aha, to ni kar bil nek oznanjevalc, ne vem kdo, nekdo, ki ima oblast. Dobro, to je iz Svetega pisma, iz te Biblije, ker je tako malo je, v tistih razpredelnicah je malo levo, desno, Božje kraljestvo, pa kaj sovražnik dela, to si potem lahko pogledate. Ampak v Mateju 5, od 13 do 16 govori tudi
o sol, ne, o soli. Seveda to je, še zmeram Jezus, to je govor na gori, ne, govori o kraljestvu, o poteh kraljestva, ne, kakšne so poti kraljestva. Ne. Tle govori o soli in luč, ampak potem prav o postavi govori, o jezi govori, ne, znotraj kraljestva, o prešuštvu, o ločitvi, o prisegi, o maščevanju, o ljubezni do sovražnikov, o miloščini, o molitvi, o postu, o zakladu v nebesih. Ne. To vse zdaj Jezus tle razlaga, ne, kako izgleda znotraj tega kraljestva. Ne. O svetilki telesa, o Bogu in mamonu, ne, mamono vemo denar, ne, in o zaupanju in zaskrbljenosti, potem da ne sodimo, da varujemo, kar je sveto, ne, da naj prosimo, iščemo in trkamo. Ne. Zlato, tako imenovano zlato pravilo. O dveh poteh, ne, o tem, da drevo spoznamo po sadu, o lažnih prerokih, o hiši na skali. In tudi to zlato pravilo, tako mimogrede, vem, da smo se o tem že pogovarjali prej, tle v cerkvi, to zlato pravilo, kar je zapisano v Svetem pismu, je malo drugačno, kot tako imenovano zlato pravilo pri drugih verstvih. Ne. Imajo vsa verstva, imajo zlato pravilo. Preberite malo bolj pozorno, kaj prav to zlato pravilo, pa ostala zlata pravila. Ne. Tle prav, vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. Ne. Druga pa pravijo, ne, če ti nočeš, da ti nekdo nekaj ne naredi, tudi ti tistega delati. Ne. To se pravi, Bog nas spodbuja, ne, da gremo in pomagamo ljudem, tudi da pomagamo sovražnikom. Ne. V glavnem, o soli, dajmo priti nazaj na sol. Ne. Če se sol pokvari, s čim naj se osoli? In potem jaz sem šel tako, ne, spet hitro na internet, a se lahko sol pokvari. Ne, sol se ne more pokvariti. Sol je sol in se ne more pokvariti. Ne. Kako se sol lahko pokvari? Pokvari se edino tako, da se pomeša z nekimi drugimi stvarmi. Smetmi. Evo, tako se sol pokvari. Ne. Da se pomeša s smetmi. In zakaj Jezus to prav govori o Božjem kraljestvu, pa govori o neki sol? Ne. Sveto pismo, ne, govori o svetosti, govori o posvečenju, ne govori o odvojenosti. Mi si želimo biti odvojeni za našega kralja, našega gospoda, našega odrešenika in za njegovo kraljestvo. Ne, to pomeni biti svet. Ne prav Sveto pismo, posvečujte se. Kaj pa dela duh antikrista? Ne, prav v Svetem pismu, da je duh antikrista tudi na delu. Kaj želi on narediti? On želi pomešati, ne, asimilirati Božje ljudstvo. Pa sej pa tudi on tako dela. Se tudi on tako dela. Ne, in potem počas nas okoliščine, ne, se pomešamo z drugimi ljudmi, tako da ni nobene razlike, ne, med nami in drugimi. Ne. In seveda ljudje, ne, tudi veliko ljudi, kar hodi v cerkve, ne, mi smo odrešeni zaradi vere. Ne. Ampak nažalost tudi mi imamo rajš neke, mi pravimo, hlažmene, neke razbito steklo. Ne. Včeraj je bilo pri Borisu veliko hlažem, sem mu razbil nek podedovan vrč. Ne, že 500 let je v družini in jaz sem mu ga razbil. Ne, dobro, ni glih 500 let. No, v glavnem. Ne, tako da, ampak kaj so to? To so hlažmene in če se spomnite, če ste brali kaj zgodovino, ko so konkvistadori hodili v Južno Ameriko, oni so neka ogledalca telim Indijancem dajali, oni so jim dajali pa zlato. Ne vem, on mu je dal eno majhno ogledalca, drug mu je dal pa pol kile zlata. Ne. In so menjali, niso vedeli, kako vrednost imajo. In tudi mi dostkrat, kar hodimo v cerkev. Mi moramo vedeti, mi moramo varovati prav tomu Timoteju, prav varuj lepi zaklad, ki ti je bil zaupan. Da se ne pomešamo tega našega, da ne postane potem to neka, da ne postanemo sol, ki nimaš več kaj z njo delati. Ne. Vi ste sol zemlje. Ne. Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ne moreš soli. Mislim, ne moreš, kaj boš naredil? Ne.
In veste, kako prepoznamo, da je duh antikrista na delu? Ne? Ko kot božji otroci pozabimo na Jezusovo pridigo na gori, to, kar smo kar slišali, in se začnemo prepirati o maskah, o cepivih, o politiki, ko je bolj, ko je jači, kdo ima prav, ne? Katera stranka je ta prava. Nič ni narobe, mi moramo imeti vsak svoje mnenje. Tle nas je zdaj 100 in vsak ima svoje mnenje. To je vse ok. Ampak da se bomo kregali med sabo in da bomo imeli grenkobo eden do drugega, to je pa time out. To pa Gospod prav, ne? Brane Petra, zdaj se pa malo useta, pa dajmo, se bomo mi trije malo pogovorili. Ne? In veste, ne, kaj se je v petki lepo Srečko pastor, ne, je govoril o Mojzesu, ne, in o izraelskem ljudstvu, kar je šlo ven. In Mojzes se je soočil s faraonom. In jaz sem dosti cajta študiral, mislim, ne vem, če sem to že povedal v kakšni pridigi, ampak zakaj je Bog rekel najprej, ne, naj Mojzes gre tja in boste šli ven, in potem pa piše, da je faraonu zakrknil srce. Mislim, kaj je zdaj to, kaj se dogaja? Zdaj, ali ja, ali ne, in kako zdaj Bog zakrkne srce, to ni fair, ne? In potem sem razmišljal, da kar se je tam dogajalo, ne, med Mojzesom kot predstavnikom Božjega ljudstva in faraonom, se je šlo za clash, to se pravi za na nek način spopad dveh kraljestev. In sem pomislil, da Bog je želel, da bi bila cela zadeva v pričevanje, ne samo v faraonu. Ne? Ker če bi prišel Mojzes do faraona, ok, naredijo tam nek čudež, Mojzes, ok, pejte pa grejo. To bi bilo tam samo pričevanje za faraona in za faraonov dvor. Na tak način je bilo to, kar se je dogajalo, ne? Vse te nadloge, je bilo pričevanje za celo egiptovsko ljudstvo. To je prva zadeva. Ne? In mogoče še bolj pomembno, na nek način, je bilo to pričevanje za izraelsko ljudstvo. Ne? Ker če mi potem pogledamo, kaj so oni delali tam v puščavi, njem ni bilo nič jasno. Oni so kar neki bluzili po svoje. To se pravi, ti čudeži in vse to, kar se je dogajalo, vse povsod, to je bilo glih to pričevanje za Izraelce, kdo je vsemogočen Bog, kdo je kralj, kdo vlada, kdo ima ultimativno oblast, ne? In kdo je pa nima. Ne? In potem samo ena vrstica, ki je tako malo hecna, ampak tudi žalostna, ne? Prav, ne? Ko so šli skozi puščavo, ne? In so se pritoževali, ne? In prav Drahav, ki je bila med njimi, se je vdala po želenju, ne? In je bilo, veste, kaj to pomeni. In tudi Izraelovi sinovi so spet začeli jokati in govoriti, kdo nam bo dal jesti meso? Spomnimo se rib, ki smo jih jedli zastonj v Egiptu. Kumar, ljubenic, čebule, česna, ne? Zdaj pa naša duša hera. Ne? To se pravi, moja duša hera, zato ker nimam čebule. Ne? Moja bi verjetno herala, od Petre ne bi herala, ona ne mara niti čebule česna, jaz bi bil gotov. Jaz bi bil eden od njih. Kje je čebula, kje je česen? Ne? Zdaj pa naša duša hera, ničesar več ni, le mano imamo pred očmi. Zakaj? Oni so se preveč pomešali s tem egiptovskim ljudstvom. Ni jim bilo nič več jasno. Oni so bili na nek način, so bili neslana sol. Ne? Neslana sol. In potem vemo, kako jih je Gospod peljal skozi puščavo, da jih je prečistil. Ne? Tudi nas Gospod prečiščuje. Božja beseda nas prečiščuje. Ne? Večkrat piše v Svetem pismu. Ne? In kolikokrat tudi mi, z mano vred, še enkrat, tudi mi gremo z obljubami vladarjev in ponudb tega sveta. Gremo z lubenicami, ne? Petra bi šla z lubenico, in čebulo, ne? Egipta. Ne? Danes asfalt, ne? Kjer župan bo naredil asfalt? Jaz sem iz Kobarida, ne? In gor je veliko hribov in je zelo pomembno, ne? Kje se asfalt dela. Ne? Ali pa pocen plin, ne? Ali pa kdo nam bo dal bolj pocen bencin. Ne? Ali pa se tudi zgubljamo v tej virtualni resničnosti interneta. Ne? Internet ima tudi svašta zakladov tam. Ne? Pa to je pa tako, ne? Pa ne vem kaj. Ne? Naša naloga je spet, da živimo, da oznanjamo evangelij kraljestva in da sledimo našemu kralju. Prav, da je Jezus hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi,
oznanjal in razglašal evangelij o Božjem kraljestvu. Jezus je hodil okrog in oznanjal evangelij o Božjem kraljestvu. Potem v apostolskih delih prav, ne, ko je Jezus vstal od mrtvih, po svojem trpljenju jim je z mnogimi znamenji dokazal, da še živi. 40 dni se jim je prikazoval in jim govoril. Kaj jim je govoril? O Božjem kraljestvu. In dajmo se eden z drugim pogovarjati o Božjem kraljestvu. Ne, dajmo reči, a veš ti, kaj je Božje kraljestvo? Ne vem, se mi zdi, da tam piše. Dajmo se pogovarjati, dajmo iskati o Božje kraljestvo. Dajmo iskati poti Božjega kraljestva. Ne? Dajmo malo, ne se toliko pogovarjati o zadnjih novicah na televiziji ali pa na internetu, dajmo se pogovarjati, a si ga ti videl, kaj je bilo, kako je bilo. Ne? Dajmo se o tem pogovarjati. In kaj prav vse to pismo? Kdor išče, ta najde. Kdor trka, se mu bo odprlo. Ne? Bog ne bo nobenega nikamer prisilil. Res, da prihaja končna sodba, ko se bo Jezus spet vrnil. Ampak Gospod te ne bo prisilil nič. Če ti nečeš, ne, on nam je dal svobodno voljo. Ne? In prav potem v Kološanem, kaj je Gospod naredil? On nas je iztrgal, nas je iz oblasti teme, ne, in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega sina, v katerem imamo odkupitev, odpuščanje grehov. Ne. In ta izhod Izraelcev iz Egipta je zelo lepa slika tega, kar se je zgodilo. Se pravi, Izraelci so morali premazati podboje vrat z jagnjetovo krvjo, ne, ko je šel angel smrti mimo, so preživeli in Bog jih je na nek način iztrgal ven z Egipta. In tudi nas, ne, ko smo prišli v ver pred njega, pred naše jagnje, ki je odkupilo naše grehe, ne, nas je iztrgal in prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega sina. Ne, in zdaj, da naberemo vsega, ne, ta evangelij, to je samo par vrstic naprej, ne, to se pravi, ta evangelij kraljestva njegovega ljubljenega sina, ki smo glih kar prebrali, ne, je bil oznanjen vsemu stvarstvu pod nebom in jaz, Pavel, sem postal njegov služabnik. Ne, kjer evangelij? Evangelij kraljestva ljubljenega sina, prav 10 vrstic prej. Ne, ta evangelij kraljestva Božjega ljubljenega sina. In ta evangelij kraljestva je sporočilo za vse narode, ne samo za posameznike. Ne, Jezus je rekel, in ta evangelij kraljestva bo oznanjen po vsem svetu v pričevanje vsem narodom. Zakaj vsem narodom? Gre se za oblast, gre se za avtoriteto. Kdo ima zadnjo besedo na tej zemlji? Ne? Jo ima Gospod. Tudi če sovražnik še zmeraj malo okrog šar. Ne? In prav, ne, tle sta bila, je bil Pavel tle, ne, in tam so se dogajale velike stvari. In prav vrstica, prav, ne, da jemo oznanje ta evangelij, da bi se obrnili proč od teh ničevih reči k živemu Bogu. In prav vrstica 16, v prejšnjih časih, to se pravi, če je bilo v prejšnjih časih, pomeni, da zdaj ne več, je Bog dopuščal, da je vsak narod hodil svoja pota. V prejšnjih časih je bilo tako, zdaj pa ni več tako. In potem prav tudi Matej 12, ne, tam 18. vrstica. Prav, glej, to je moj služabnik, ki sem ga izvolil, moj ljubljeni, nad katerim ima veselje moja duša. Svojega duha bom položil nanj in narodom bo oznanil sodbo. Služabnik Božji, Jezus Kristus, bo narodom oznanil sodbo. Ne bo samo nekam posameznikom, narodi. On je kralj. Zakaj lahko narodom oznan sodbo? Zato, ker je kralj. In mi je bilo zelo zanimivo, ne, tudi v Razodetju. Ne, Razodetje je zadnja knjiga v Svetem pismu. In pazite, kaj piše. Ne, Janez. Jaz, Janez, vaš brat, z vami soudeležen pri stiski, pri kraljestvu in pri stanovitnosti v Jezusu. Pri stiski, pri kraljestvu in pri stanovitnosti. Kraljestvo, Božje kraljestvo je osrednje sporočilo Svetega pisma.
Ne smemo tega pozabiti, da se gre zmeraj za oblast. Ne? Pod katero oblastjo smo mi. Ja, jaz nisem manker. Enkrat je Derek Prince, sem poslušal eno njegovo pridgo in je rekel, ja, da velikokrat tudi v cerkvah bi ljudje radi bili tako na ograj, pa ne bi bili na eno stran, pa na drugo stran. Ne? Mi smo pač na ograj, mi nismo kjer, puste me primer. Ne? Ampak kaj naredi, pa ko pride Sveti Duh? Rekel, potem pa Sveti Duh, Bog, spusti elektriko v to ograjo. Ne? In potem nekam moraš skočiti. Ne? Ali na eno stran, ali na Božjo stran, ali pa na Božjo stran. Tako da tudi, ko pride Sveti Duh, ni več nek status quo. Ali gremo za Gospodom, ali pa ne gremo za Gospodom. No, in potem tudi, ne, prav še naprej v 15. Poglavju Razodetja, ne, pač so prav, da so tam peli pesem Božjega služabnika Mojzesa, ne, zanimivo, Mojzes, izhod iz Egipta in jagnjeta, in pesem jagnjeta. Velika in čudovita so tvoja dela, Gospod Bog, vladar vsega, pravična in resnična so tvoja pota, kralj narodov. Kralj narodov. Pravična in resnična so tvoja pota, kralj narodov. Ne? Resničnost je tisto, v kar se zletimo, ne? Ko smo v zmoti, ampak Božja pota so pa resnična. In tam se nikamor ne zaletiš. Ne? Tam je svoboda, tam letiš z Gospodom naprej. Ne? In za zaključek spomnimo se še enkrat, ne? Na 1. Petrovo, 2. poglavje. Mi ste izvoljen rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last. Ljudstvo za Božjo last. Kaj je ljudstvo? Ljudstvo ima kralja, ne? Kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last. Da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical in ste imeli v svojo čudovito luč. Kdo nas je poklical in ste imeli v svojo čudovito luč? Naš kralj, naš Gospod, naš odrešenik. Ne? In prav, nekdaj niste bili ljudstvo, zdaj pa ste Božje ljudstvo. Ne? Zdaj ste ljudstvo Božjega kraljestva. Ne? In potem nas opozarja, ne, naprej, naj se ne pomešamo s soljo tega sveta, ne soljo tega sveta, smetmi, mi kot sol, da se ne pomešamo s smetmi tega sveta. Prav, ljubi, opominjam vas kot tujce in priseljence, zdržite se mesenih poželenj, ki se bojujejo proti duši. Lepo živite med pogani, tako da bodo, čeprav vas zdaj obrekujejo kot hudodelce, sprevedali vaša dobra dela in slavili Boga na dan obiskanja. Ne? Opominjam vas kot tujce in priseljence. Ne? Dajmo se mi kot sol, dajmo se ne pomešati s smetmi, ne, tega sveta. Ne? Mi smo v svetu, a nismo tega sveta. Ne? Mi moramo služiti ljudem, ne? Tudi kar ne poznajo Gospoda. To ne pomeni zdaj, da se zaklenemo v svojo sobo, pa mene ni več. Ne? Čakam, ne, na Gospoda. To ni namen tega. Ne? Ampak da smo njegova luč. Ne? Luč mora biti na merniku, zato da se vidi. Psalm 24 prav, vrstica 6. Sprav, na začetku prav, Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje. Zemeljski krog in njegovi prebivalci. Sprav, Gospod. Ne? In prav, vrstica 6. To je rod tistih, ki po njem povprašujejo, ki iščejo tvoje obličje. Kak rod? To je kraljevski rod. Ne, prav, mi smo kraljevsko duhovništvo. Ljudje ne iščejo, ta svet ne išče nekega, da se bom jaz neko vero tle neki špilu, pa bom tako malo, ne vem kaj, ne. Ljudje, ta svet išče pot, ne, išče resničnost, išče kaj je resnica. Ne. Ljudje iščejo to. In potem prav, ne, 7. vrstica. Vzdignite vrata svoje glave, vzdignite se starodavne duri, da vstopi kralj slave. Kdo je to kralj slave? Gospod silen junak, Gospod junak v boju. Vzdignite vrata svoje glave, vzdignite se starodavne v duri, da vstopi kralj slave. Kdo je ta kralj slave? Gospod nad vojskami, on je kralj slave. Naš kralj, naš Gospod, on vlada prav zdaj, ne glede na okoliščine, on vlada zdaj. In tudi ko molimo, ko prosimo za ozdravljenje, ko molimo za osvoboditev, karkoli drugega, mi se stegujemo k našemu kralju slave, k našemu odrešeniku,
po njegove darove, ne, ker jih je, on nas je odkupil, ne, in rečemo, a lahko, ne, in seveda bo on dal dar, ne, ko ga prosimo. Ampak moramo verjeti, ja, enkrat sem molil za ozdravljenje, pa se ni zgodilo, ok, molil pa še enkrat, molil pa še 10-krat, ne. Ampak vedmo, da je to na razpolago. Včasih ne vemo, zakaj se slabe stvari zgodijo ljudem. Ne vemo, ampak kar vemo je, da je naš kralj in Gospod prišel umreti za nas, zato da bi mi imeli življenje. Zakaj bi nekdo prišel umirati zate, če mu ni mar zate? Ne? In jaz vas povabim, da vstanete. Ne? In naj bo Jezus kralj tudi slovenskega naroda. Ne? Naj pride ta evangelij kraljestva z avtoriteto in močjo Svetega Duha tudi na naš slovenski narod. Ne? In to lahko pričakujemo in to lahko verjamemo. Gospod, naj pride, kako je rekel Jezus, kako naj molijo učencem? Molite, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor na nebesih, tako na zemlji. Vse nam je Jezus povedal, ne, kaj naj molimo. Zakaj nam je to povedal? To nam je tudi povedal, da kako perspektivo naj imamo, kako naj imamo stvari pošlihtane, da se ne bomo zabijali v zidove, in pa sem mislil, da je tam življenje, pa ga ni, sem mislil, da je tam življenje, pa ga ni. Gospod nam je pokazal, po kateri pot naj hodimo. In naj pride Božje kraljestvo, naj se zgodi tudi njegova volja tle v Sloveniji. In jaz bi povabil, ne vem, Borisa, mogoče, če lahko malo igraš, ne, tudi, in dajmo moliti zdaj, pa tudi, če ima kdo potrebo za molitev, kakršnokoli, pridite naprej in bomo molili, ne.